V Sloveniji je v letu 2020 bilo zaposlenih 42.500 IKT strokovnjakov, tako v IKT panogi kot v gospodarstvu oziroma podjetjih, končnih uporabnikov, oziroma govorimo o vseh organizacijah, ne samo o podjetjih. Od tega, torej, ocenjujemo, da je približno 60-70% od tega v IKT panogi. To je eno. Drugič, ocenjujemo, da letno primanjkuje v Sloveniji v tem trenutku nekaj tisoč strokovnjakov. Potrebe po strokovnjakih so visoke. Opažamo tudi po statističnem zavodu, da mnoga podjetja ne dobijo ustreznih strokovnjakov in da to dostikrat tudi zavira njihove procese digitalizacije in digitalne preobrazbe. Na tretji strani imamo cilje, ki jih je Evropska unija postavila do leta 2030 v okviru EU digitalnega kompasa, ki temeljijo na razvoju, ki ga pričakujemo v teh in naslednjih letih na področju digitalizacije, kjer Evropa seveda tudi mnoge programe sama podpira in sofinancira, kot je Digital Europe program, kot so nacionalni načrti za okrevanje in odpornost in tako naprej. In po teh ciljih bi v Evropski uniji pričakovali do leta 2030, da imamo cilj 20 milijonov IKT strokovnjakov. To je približno malo več kot dvakrat več kot doslej. Če to prevedemo na Slovenijo, bi to pomenilo, da moramo v Sloveniji do leta 2030 imeti krat dva, rečemo temu 85.000 strokovnjakov na voljo za gospodarstvo ali pa za delo v vseh organizacijah. To pomeni, če zaokrožimo 5.000 na leto do leta 2030. Se pravi, in iz številk in iz potreb gospodarstva, iz raznih anket ugotavljamo, da je razkorak velik, da je povpraševanje veliko in ponudba zelo bistveno nižja. In eden od odgovorov na to, kako to problematiko reševati, je seveda tudi v šolstvu oziroma visokem šolstvu. Ni samo problem v tem, da ne bi imeli kompetenc z področja informatike, ampak s tem, da smo vsi ostali rigidni in da oni ne morejo stopati v sistem zaposlovanja in dela, ki mi mislimo, da je ta prav. Delovno mesto je obsolet. Delovno mesto ne sme več obstajati. Je nabor kompetenc, vsaka stvar, ki se na fakulteti, srednji šoli ali pa kjerkoli učijo, je ena od kompetenc, ki jo morajo pravzaprav ljudje nesti skozi življenje, hkrati imeti možnost dopolnjevanja teh kompetenc, kar pomeni novih programov, in to ni več odvisen, da smo v fazi formalnega izobraževanja in neformalnega izobraževanja ali pa vseživljenjskega izobraževanja, ampak so to stvari, ki jih moramo stalno razvijati. Mi moramo pustiti, da pošta, da kdorkoli vzpostavlja sistem stalno zaposlenih na delovnih mestih, kjer so potrebne fizične aktivnosti, in tiste, ki niso take vrste. Zakaj ne bi imeli, kompetence, to se pravi, za 15% delovnega časa za, kodiranje poročil, za delanje, podatkovnega inženiringa, za pripravo kaj drugega iz področja digitalizacije. In če pogledamo, ljudje bojo 2 ure mogoče vozili Uber, 3 ure Wolt, ker se v hotel popoldne rekreirati, pol bo mogoče prevajal, pol pomagal ženi na vrtu, pol pa kaj drugega. In vsako od teh stvareh je ena od kompetenc, ki jo mora delati. In jaz mislim, da se morajo visokošolske ustanove, privatne in javne, prilagoditi temu. In nimaš diplome s faksa, ampak imaš diplomo z nabora kompetenc. Da bi se želeli imeti, tako kot je že bilo večkrat omenjen danes, neke programe za pridobitev kompetenc, digitalnih kompetenc na različnih vsebinskih področjih. To se pravi, če rečemo kmetijstvo, govorimo o digitalizaciji v kmetijstvu, v zdravstvu, v industriji in podobno. Vidimo tudi v drugih državah, recimo UK je odprl prav program ob medicinski fakulteti za digitalizacijo v medicini, tako da to se nam zdi ena stvar, ki je bila izredno pomembna. Druga stvar, ki se nam zdi pomembna, pa je, da so za področje IT-ja, to se govorimo pa zdaj te programi, konkretno tehnologije, kodiranje in podobno, si pa želimo, da bi bila ta praksa zraven tudi tista, ki poteka pravzaprav čez cel izobraževalni proces, zaradi tega, ker ugotavljamo, da ko s 25, 26, 28 leti pridejo fanti in punce k nam v službo, so zamudili tisti korak, kjer so rabili skill, da razumejo, kaj je kodiranje, kako se kaj rešuje in podobno. Tudi klekljati se naučiš pri 40, če hočeš biti dober, ampak se učiš prej. Tako da v principu pridejo polni teorije, nesposobni pravzaprav, da bi dojeli tudi ta praktičen del. Tako da ta vključevanje prakse
in v samem programu in pa tudi v sodelovanju z gospodarstvom se nam zdi izredno pomembno,